Spoštovani prisotni, nadaljujemo s prvim sklopom našega posveta z minimalno zamudo in od prvega govornika vabim kolega znanstvenega svetnika z Inštituta za novejšo zgodovino, dr. Aleša Gabriča, sicer strokovnjaka za vprašanja zgodovine kulture oziroma kulturne zgodovine, ki bo ilustriral šolske in kulturne ustanove med političnimi cilji in pravnimi okviri v času, na katerega se danes osredotočamo. Aleš, izvolite. Najlepša hvala, to je mogoče malo spremljivo, ker smo že na pravni fakulteti, ne znam še enega pravnika dodal, ki povezuje te dve področji, to je bilo po svetu z organizatorjem Nataša Škorove in Robertom Gašparičem, ker tistega prvega, na katerega se bom nanašal, ni bil pravnik. To smo ga slišali, da gre za človeka, ki je odgovarjal za šolsko kulturno reformo, Karel Verstovšek. Morda še eno vprašanje, ena točka, govorimo o zadevščinah, ki so bile že večkrat opisane in je vedno problem najti nekaj novega. Mene je pa pri tem vedno zanimalo eno vprašanje, ki je bilo že na koncu tudi poudarjeno vprašanje, prelom ali pa diskontinuitete in kontinuitete, ko je ravno to tukaj že zanimalo, koliko pravzaprav prevzememo starega, koliko je tukaj novega. In eno vprašanje, kar se v dosedanjih številnih opisih še nisem našel, pa me je po svoje zanimalo, je bilo, zakaj, če imamo tukaj, bomo rekli, naše prvo slovensko ministrstvo za šolstvo, pa prvo slovensko ministrstvo za kulturo, zakaj pride do dveh zelo različnih tempov sprememb. Enem radikalno hitrem, drugem relativno počasnem in ali prihaja do teh sprememb na enakih nivojih. Torej, bom rekel, še ena razlika, večkrat omenjena ideološka razlika, bom rekel, strankarske razlike tudi v vladi, ki jih je že naš prvi govornik Jure Barošek naštel, katoliška pa liberalna stranka. Morda je treba omeniti še eno razliko, da so ljudje prihajali iz različnih koncev Slovenije, ta je bil Štajerc, kar pomeni, da je bil 10-krat bolj radikalno od Kranjcev, ki so sedeli v Ljubljani. Kar pomeni, da je dal prvi predlog za spremembo šolstva, je bil tako radikalen, da je v spominih zapisal, da so mi na vladi takoj zavrnili. Seveda tega ne najdemo v zapisnikih vlad in smo zopet pri tistem vprašanju, kar smo prej rekli, kratkih zapisnikov, kjer imamo nekaj v spominskih verih, nekaj imamo pa seveda tisto, kar je uradno zapisano. In na tem prvem predlogu nikjer nimamo nič zapisanega in potem imamo seveda samo to naredbo, ki smo jo že prej videli pravzaprav, koliko gre zdaj tukaj za kontinuiteto in pa diskontinuiteto in zakaj pravzaprav na šolskem področju lahko sprememba bistveno hitrejša od kulturnega področja. Odgovor je po svoje preprost. Največja sprememba je seveda ta slovenizacija, ki smo jo imeli že prej omenjeno. Kako se to naredi, da se pristojnosti Kranjskega deželnega sveta razširijo na vso območje, ki ga Slovenija obvlada, Kranjski deželni svet je povišen v višji šolski svet in pravzaprav tista radikalna sprememba, ki pravzaprav ima vse te temelji že prej, je, da ne bo vse šolstvo slovensko. In na osnovnošolski ravni je ta sprememba pravzaprav najmanjša, ker imamo že prej na slovenskem etničnem ozemlju, kar imamo v nemških šole ali v večjih mestih, ali pa so te zasebne šole Deutsche Schulvereine, ki pa po navodilih k šolski naredbi, to je tista druga, ki je prej Bojan Balkov omenil, 4 dni kasneje naredi Verstovšek še navodila k tej naredbi, kjer pravi točno pogoje določi, po kakšnih primerih lahko zasebne šole še delujejo naprej, seveda tam je kvalifikacija 40 oseb na omenjenem prostoru, kar pomeni nobena nemška šola v mali vasi tega pogoja ne zasede. Torej, kar je bistveno, ta šolski sistem, avstrijski šolski sistem, narejen po reformi 1869. leta 1969, se v osnovi ne spreminja. Se ne spreminja v učnih načrtih, pustimo, da je recimo v gimnaziji, da je sprememba, kaj naj bo prvi tuji jezik, ali naj bo pisna geometrija, posebni predmet ali ne, ali pa že razprave, ki so 1918 naprej, ali pa v sodi v šolo ali ne sodi, ali treba to črti. Ampak ta sistem, in če bi treba še enako tabelo jugoslovanskega šolskega sistema po poenotenju šolstva v Jugoslaviji 1930 za Slovenijo ne pomeni nobene bistvene spremembe. To pa če je velika sprememba za ostali deli Jugoslavije, kjer se ukvarjajo v Jugoslaviji se na to združi del države z 90% pismenostjo, na drugi strani imamo pa del države z 90% nepismenostjo. Kar pomeni, da slovenska država ni zdaj ta, je ne razrešujemo, ampak je to že drugo vprašanje vedno v šolskem sistemu, kako čim več ljudi spraviti na srednjo šolsko raven,
v 50 letih, torej po drugi svetovni vojni, se pa srečamo z vprašanjem, kako čim več pravi na tretji nivo. Torej, tukaj pravzaprav govorim, v samem šolskem sistemu imamo nekakšno kontinuiteto, ne pa diskontinuiteto. Isto, če govorimo tudi o srednjih šolah, pravzaprav imamo zorganizacijo. Tam šolska mreža, bom pa rekel vprašanje zdaj oblasti in neoblasti, ko je pa rok Strgar, se tukaj vidi pravzaprav takoj izvršena, kjer ima narodna vlada oblast, je se šolsko leto 1918-19 začne s to spremembo, s slovenizacijo. Seveda pogledi so nekje drugačni, recimo za Ptujsko gimnazijo, ali tam sploh še ravno gimnazijo, ker je prej samo nemška, torej jo prežijo, čeprav so predloženo spremeniti za nekakšno trgovsko ali pa strokovno šolo ali karkoli. Torej, te popolnoma nemške gimnazije, Maribor, Ljubljana, odpadejo in seveda tiste ultratistične, dvojezične, vse ostale, Kranj, Novo mesto, Celje, so slovenizirane. Da vidimo še optimizem slovenske vlade 1918, kjer bomo na srednji šoli priznali Nemcem razrede, nemške razrede, prvi predlog je seveda, da jim bomo priznali v Mariboru, Celovcu in Beljaku. Tako da vemo, kje so bile naše optimistične želje o mejah. Mislim, da bo pa še druga sprememba, ki je pa vezana na tisto, kar je bilo že omenjeno, kar je Jure Perovšek omenil, na svoboda združevanja, svoboda enakosti in tako naprej. Torej, širjenje možnosti šolanja za dekleta. Avstrija je imela glede tega enega bolj konzervativnih šolskih sistemov, ženske so pač težko vstopale v šolski sistem, skoraj kot privatistke. 1918 na hitrico vse to odpade in imamo pravzaprav že vse gimnazije se lahko žensko upisujejo in ta njihov delež približno že do druge svetovne vojne v gimnazijah naraste na tretjino do 2/5 tam nekje. V 30 letih torej narašča tudi delež na univerzi. Zopet, sam šolski sistem, učni sistem, učni redi ostajajo enaki, torej tukaj imamo pa delno kontinuiteto. In seveda, največja sprememba, ki pa je novost, česar na slovenskem nismo imeli, kjer pa se pojavlja v neko deloma diskontinuiteta, pa vedno kontinuiteta, je pa ustanovitev univerze, kjer bomo naslednje leto pač imeli to stoletnico. Nekaj vprašanj seveda na začetku ni jasno. Vse se zopet že dogaja, začne z novembrom 1918 leta, kar pomeni, da s spomenico, ki je poslana, ustanovljena vse učniška komisija, ki ne vodi vse priprave, ampak imamo kasneje tudi predlog za tehniško visoko šolo, bomo v novi državi Jugoslaviji, bomo najbolj visoko industrializirana država, torej predvsem rabimo industrializiran strokovni kader, zaradi tega, da bomo lahko za Jugoslavijo veliko proizvajali. Torej imamo dve državi, kakšno fakulteto, kakšno univerzo in kje je njen sedež. To prvo je bolj pomembna. Vemo, da pridemo do te sedanje variante, da nimamo dveh različnih, ali pa da nimamo samo tehniške visoke šole, ampak 4 univerze, torej klasično 4 fakultetami plus tehniško fakulteto, no glede sedeža pa več Prostovšek ima prva ideja, da ne bo univerza tukaj le vojašnica bivša na Poljanski, torej sedanja kasnejša vojašnica na Roški in ima da še vsega z enim kasnejšim rektorjem Lufmanom se šla tja ogledovati in je Prostovšek rekel pač po zgledu starih avstrijskih univerz, ki se morajo ločiti od ostalega okolja, samo še Rampa Falipo bomo imeli univerzo, torej Rampa pa mora biti, da se reke, ko stopamo v univerzitetni prostor. Tukaj pa imamo določeno diskontinuiteto, v tem primeru se več ne naslanjamo na avstrijsko zakonodajo. Kar je novih ustanov, so delane po principu srpske zakonodaje, kar velja v prvih 2 povojnih letih za 2 slovenski ustanovi, ki sta bolj podržavljeni. Eno je univerza, drugo je gledališče narodno. Obe sta po zgledu torej srpske zakonodaje, torej univerza je po zakonu sprejeli 1904 v parlamentu, ki ga je na to parcialo s podpisom kralj februarja 1905. Srpska zakonodaja je bila tudi dokaj liberalna, kar pomeni, da je kakšnih nadzornih organov, ki bi omogočili posebne države v delovanje ni bilo, kar je zelo razočaralo v 20 letih, recimo vse glede gledališča naše katoliške politike, ker pač niso mogli cenzuro pelati. Torej, srpska zakonodaja ni omogočila na ta način naši Srbi pa tako navajeni, da so prav obžalovali, da tega ne morajo imeti. Zdaj pa ena točka, ki nas povsem povezuje, torej, kjer povezuje sestava nove oblasti, ustanovljene nove oblasti pa univerzo. Torej, eden od prvih kasnejših profesorov na pravni fakulteti je Milan Škrn, ki
ki je bil pravzaprav že po svojem učnem uspehu, ali pa bom rekel že podperirajo, tudi oče je bil sodnik na Dolenjskem, da bom rekel, jaz kot novomeščan, tudi sam se do smrti šel za Novomeščana. Povzemam pa malce ta prvi del nekako iz njegovih spominov, ki so na žalost samo znani, pa bodo mogoče tudi koristne še enkrat objaviti, ker so bili na to izdani samo v nekaj 10 naklade. Torej, on je bil že tisti prvi slikaje iz spomenice Dolencev, kar je Kukučarjev in Škrlov, iz 37. leta, pravzaprav, kjer so povezani takratni 60-letniki skupaj, ki jih je tudi marsikaj povezvalo. Dolencem sta bila sošolca od gimnazije naprej, tako da sta pravzaprav že prva službena mesta, matura, vse to skupaj upravljala s Krekom, je bil pa eden tistih prvih, ki so bili pa predvideni že za habilitiranje vnaprej, pejte z študentjami v tujino, da vas bomo imeli za bodočo pravno fakulteto v Ljubljani. In on je bil, on pa Krek sta bom rekel, tista ta prva, in na pobudo Hribarja, ki je sledil uspehu tistih boljših študentov, je rekel, če bi se bil, to je pa nekaj zapis začetka stoletja, za bodočo pravno fakulteto pripravljal, ki se je zopet enkrat jela obetati. Škrl je seveda Hribar na to zanimov nepopravljiv idealist, ki je vedno vrval vsaj v fakulteto v Ljubljani, torej že ne na kaj več. Razlika med njim in Krekom, ali pa mislim, kasnejšim dvema Žolgar pa Pinta, mislim pa kaj takšnega, da je sveže habilitacije ne dokonča pred vojno. Zakaj? Ker je postavljeno na visoko mesto v Dunajskem justičnem ministrstvu, kar pomeni, da lahko vpliva na imenovanje sodnikov v Primorska Dalmacija, kar pomeni, da je bila Primorska, kar večkrat podabljeno, ker smo jo po predsetovanje izgubili, slovenskimi sodniki za dobro pokrita, in tudi kar sam pol, mislim, da tako se piše v spominih, da je škoda, ker me niso vklopili v Pariško mirovno konferenco, da bi to še povedal zraven, kaj imamo, kako smo imeli pravzaprav poleg Kranjske še Primorsko dobro pokrito s tem. Ko se na to vrne, ima dilemo, ali grem na univerzo, ali grem kam drugam. Namreč, mogoče še ta zapis 30, ki najprej novembra 18 pride sporočila iz Dunaja, da je treba že gledati na to, ko se bo država razdelila, da imamo vse tiste dokumentacije, da bomo vedeli, kaj in kako se nanaša na jugoslovansko ozemlje, in v tem dopisu je seveda še to napisano, kako en pravnik dela ilegalno. Milko Kos in dr. Škrl sestavljata napihoma take sezname, kar pomeni, da je Milko Kos že popisoval v Haushofen Staatsarchivu, torej državnem arhivu, kaj bomo zahtevali v Avstriji nazaj. Škrl pa to že sestavljal v justičnem ministrstvu, kaj bomo rabili, pa kaj treba prebrati. Seveda tega ni mogel dolgo delati, tudi v spominih tega dogodka nima opisanega, zaradi tega, ker je nas kot držav ne German bil kmalu odpuščen iz bivšega justičnega ministrstva in seveda dobi že hitro, torej že 18. novembra vabilo od ministra, če smemo temu reči, ko je nekaj po svetu, vabilo pridi nazaj, prideta oba nazaj, torej z Babnikom, da rabimo, kar pridita dol ne pomeni, ko so piskam iz severa na jug, rabimo morajo zdaj vzpostaviti nove sodne oblasti in ko pride nazaj, ima seveda to težavo, ali ker je, to je iz njegovega kurikulum vitae, ki ga je sam napisal, običajno je vedno pisal v tretji osebi, bil je eden malo številnih sodnikov z upravno prakso in misleč, da je njegova dolžnost sodelovati pri ureditvi našega šolstva, so v ustanovitvi našega vse učilišča ni mogel odločiti, da bi še sedaj povsem zapustil pravno sodno upravo. Ker pomeni, da je seveda eden od tistih treh, ki so sestavljali spremembe na sodnem področju, torej Babnik, Poljs pa Ivan Kavčnik, in seveda to natančno tudi opisal ob 10-letnici v tistem svojem obširnem članku pravosodju v Sloveniji, pravzaprav je bil edini, zato da o tem opiše, kar so ostale dva sodelavca, takrat že pokojna, je njemu stavljeno, da bom zdaj ponavljal, kaj je seveda noter napisano, ker bom nekaj privačnim odnošel predsedujoči že malo upozarjati. Morda še Jan Poljs, da ga je zelo hvalil in pravi, da tudi Simrkaj je hotel, na čem je vedno težil, ker je mogoče bila novost tukaj, je rekel, on je vedno težil vse tisto, kar je Avstrija že upeljala, s sodno statistiko. Če bomo
imeli sodno statistiko dobro vodili, pa je prav je zaupel, pa bo treba velikrat novih zakonov ponovno popravljati, ker bomo sodno statistiko nam bo že pokazala, kje lahko pričakujemo napake, pa izpade, torej moramo imeti sodno statistiko. Vsi njegovi teksti, lahko so podkrepljeni s številkami in so torej zelo natančno na to napisani. Je pa hkrati s tem seveda tudi, tako je že dal prošlo za rehabilitacijo in seveda Krek je napisal fantastično oceno v 1920, tako da je pravzaprav že od začetku delovanja naj predeluje kot honorarni predavatelj, seveda potem, ko je pa vsa ta reforma sodstva dosežena, ki je pravzaprav naše povjereništvo za pravosodje izgubilo pristojnosti postopkov proti državni oblasti in je na to na koncu ukinjeno, takrat pa seveda rade more sprejmejo kot polnopravno predavatelja, za tiste stvari, ki jih je delal pravzaprav že v času, ki je bil v Dunaju v službi in kjer je tam sodeloval pri pripravi zakonov iz trgovinskega, nemičnega prava in tako naprej. Hvala.